Pozdravljeni, se sliši. Lepa hvala organizatorjem za povabilo na mikrobiološko poletno šolo. Moje predavanje bo mogoče malo izven tematike, ko ste jih do danes slišali, se te vakcine obrnejo na majhen drugačno pristop, in sicer celične vakcine. In bom probal za teh 40 minutah razložiti osnove, kaj to so, in ti mehanizmi delovanja, predvsem imunološki, ki za tem stojijo. Tako na začetku bi kar s tem začeli, da dobimo neko osnovo potem za naprej. Torej, kaj vakcinacija v imunološkem smislu pomeni? Zdaj sem prepričan, da je že profesor Ihan zjutraj kar nekaj o tem povedal, ko je tu strokovnjak. Čisto za začetek imamo dve glavni veji imunosti. Ena je prirojena in potem na drugi strani imamo mi pridobljeno imunost. Vsaka teh vej ima svoje akterje. Recimo pri prirojeni imunosti vsi poznamo monocite, makrofage, potem obstajajo tudi naravne celice ubijalke, granulociti in dendritične celice. Na strani pridobljene so pa predvsem limfociti, to limfociti T in B. Ampak to nista samo dva tipa, teh celic je veliko vrst, imamo naivne limfocite, potem tisti, ki so se nedavno aktivirali, efektorski, potem pa tudi spominski. Ti so predvsem važni za vakcinacijo, zato ker omogočajo, da si imunski sistem zapomni nek antigen in potem veliko hitreje odreagira nanj. Čisto na drugi strani tega spektra so pa eni tudi zelo zanimivi, so pa regulatorni limfociti, ti pa skrbijo predvsem za obratno, torej ne aktivacijo, ampak imunsko zaviranje. Torej, vakcina nam omogoča, da mi pridobimo nek pridobljen imunski odziv. Zdaj, v neko enačbo takšnega odziva bi lahko dali 3 spremenljivke. Definitivno je to antigen, pa potem limfocit T. Zdaj, enih 30-40 let nazaj so vedeli, da samo ta dva nista dovolj. So rekli, treba še neka pomožna celica. Niso točno vedeli, zakaj se gre. Leta 2011 je pa v bistvu padla Nobelova nagrada, in sicer za odkritje, ki je bilo narejeno leta 1973, ko je Steinman odkril ene posebne celice v koži, ki so imeli take dendritom podobne izrastke. On jih je poimenoval dendritične celice in danes zelo dobro vemo, da je ta tretja spremenljivka v bistvu celica, ki predstavlja antigene oziroma antigene predstavljajoča celica. Torej lahko na hitro trdimo, da se antigeni predstavljajo s pomočjo celic prirojene imunosti. Te antigen predstavitvene celice spadajo namreč v prirojeno imunost, tisto vejo. Zdaj, če imamo mi neko klasično infekcijo, bi to lahko izgledalo približno takole. Torej, imamo mi neko bariero, vi se lahko okužite na 3 glavne načine. Ali nek bacil predere vašo kožo, ki je glavna bariera, ali ga vdihnete, ali pa ga pojete. To so 3 glavni načini. In ravno na teh mestih imunski sistem poskrbi, da so anatomsko locirane te glavne celice, ki nadzorujejo morebitne okužbe. Recimo makrofagi so ene takšne celice, ki lahko zelo učinkovito že v prvi fazi, po domače povedano, požrejo ta antigen in sploh ne pride do neke sistemske infekcije. So pa tudi še druge celice, recimo dendritične celice, v primeru, da je infekcija širša, lahko vzorčijo te antigene, kar pa one naredijo po aktivaciji s temi antigeni oziroma s patogeni, ki jih aktivirajo s svojimi značilnimi molekulskimi vzorci, one pa to zadevo ponesejo malo naprej, in sicer v sekundarna limfatična tkiva. Tam je pa mesto, kjer se te celice srečajo z limfociti T. In tisti limfocit T, ki prepozna antigen, ki ga predstavi ta celica, se potem klonsko namnoži na točno določen način in potem te efektorske aktivirane celice grejo nazaj na mesto okužbe in jo probajo razrešiti. Zdaj, v smislu klasične vakcinacije, v bistvu mi naredimo 2 stvari. Mi v telo vnesemo 2 ključni informaciji. Ena je antigenska, druga je pa tista, ki pomaga imunski sistem aktivirati. In če mi damo takšno vakcino, se bo zelo verjetno zgodilo to, da bodo dendritične celice antigen iz vakcine prevzele in ga potem ponesle po limfi do bezgavk in potem aktivirale pridobljeno imunost. Torej, neka takšna vakcina ima vse tiste potrebne informacije, ko jih mi rabimo, torej dostava antigena in aktivacija antigen predstavitvenih celic, kar na koncu omogoča razvoj imunološkega spomina, ter posledično, ko smo ponovno izzvani z določenim patogenom, hiter odziv
aktivacijo tiste imunosti, ki je potrebna, bodi se to celična ali pa humoralna sproti telesi. Kaj pa zdaj celična vakcinacija? Torej, s celično vakcinacijo mi izkoriščamo popolnoma iste mehanizme, kot jih izkorišča klasična vakcinacija, s tem, da se malo drugače postavimo. Mi ne damo teh informacij v telo z neko brizgo, z injekcijo, ampak gremo, če bi tisto shemo prej se spomnili, en korak naprej. Mi to pripravimo na celicah in potem celice uporabimo kot terapevtik. Zdaj, večina teh vakcin danes je protitumorskih, zato bomo tudi najprej o njih govorili, v naslednjem koraku bomo pa še nekaj povedali o obratnih, torej negativnih vakcinah. Zdaj, katere celice so najprimernejše za celično vakcinacijo? To so definitivno antigen predstavitvene celice. Lahko bi rekli, da bi bilo rekel, zakaj pa limfocitov T ne uporabimo za vakcinacijo. Lahko jih, ampak to niti ne bi bila vakcinacija, to bi že kar končno orodje dali. To je bila potem adoptivni prenos efektorskih limfocitov, ki bi bili specifični recimo za nek virus. Če pa mi dejansko v smislu vakcinacije vakciniramo s celicami, bi pa bolj govorili o antigen predstavljajočih. Tu so najpomembnejši monociti, makrofagi in dendritične. Slišali ste verjetno tudi, da limfocit B lahko služi kot predstavitvena celica, ampak v tem kontekstu nam niso toliko pomembni. Zdaj, katera od teh treh bi bila najprimernejša? To lahko z lahkoto rečemo, da so definitivno dendritične celice. One imajo, za razliko od vseh teh treh, dejansko so skoraj nič efektorske celice. One ne delajo v bistvu v večini nič drugega, kot da prenašajo antigensko informacijo. Ampak tukaj je zajeto en kup stvari, torej način, kako jo prenašajo in učinkovitost odziva, ki ga lahko sprožijo potem na ta antigen. Njih odlikuje to, da so izjemno funkcijsko plastične, kar pomeni, da lahko poleg stimulacijskih molekul izražajo tudi inhibitorne molekule in so tudi zelo sposobne, da izločajo topne dejavnike, ki potem usmerjajo imunski odziv, kot so recimo citokini. Danes je že precej jasno, da so dendritične celice nekakšen most med prirojeno in pridobljeno imunostjo, predvsem zaradi tega, ker posedujejo neka orodja, s katerimi lahko funkcionirajo v obeh sferah. Recimo na prirojeni imunosti tukaj izražajo tako imenovane pattern recognition receptorje, torej receptorji, ki prepoznavajo molekulske vzorce patogenov. To je vse še na nekem nivoju selektivne specifičnosti, to ni antigenska specifičnost, tu so recimo tolu podobni receptorji, toll-like receptorji, recimo toll-like receptor 4 prepoznava bakterijski lipopolisaharid, to je sestavina bakterijske stene po gramu negativni bakterij, toll-like receptor 3 recimo prepoznava virusno dvojno vijačno RNA in ti receptorji potem dajo signale, da se te celice učinkovito aktivirajo in primerno aktivirajo, torej da potem sprožijo posledično imunski odziv, ki je zaželen. Na strani pridobljene imunosti imajo pa izjemno antigensko predstavitveno sposobnost, izražajo veliko molekul HLA, to so molekule, ki tvorijo kompleks z antigenom in samo na teh molekulah se potem antigen predstavi limfocitom T. Imajo sposobnost izražanja kostimulacijskih molekul v največji meri v primerjavi recimo z makrofagi in izločajo en cel nabor citokinskega podpisa, recimo od vnetnih, kot je TNF-alfa, interleukin 12, lahko izražajo tudi imunosupresivne, kot je interleukin 10, vse odvisno seveda od trenutne situacije pa imunske časovnice. Dendritičnih celic je v telesu precej malo. V krvi jih je manj kot 1% vseh levkocitov, nahajajo se predvsem v telesnih površinah, torej na tistih barierah, kjer je mišljeno, da jih bo telo potrebovalo. Najdemo jih seveda v krvi, v koži, so znane tako imenovane Langerhansove celice, pa tudi vseh ključnih organih, kot so srce, ledvica in pljuča. Imajo podoben življenjski cikl kot večina imunskih celic, torej nastanejo v kostnem mozgu, potem migrirajo na želena tkiva preko celičnega hominga. Tam so v nezreli obliki in ko potem sprejme antigen, se aktivirajo, grejo v bezgavke, kjer aktivirajo pridobljeno imunost. Važno bi bilo še pogledati, kaj je funkcijska plastičnost. Torej, funkcijska plastičnost pomeni, da lahko ena in ista imunska celica, v odvisnosti od tega, v kakšnem okolju se nahaja, izzove popolnoma drugačen ali pa nek paralelno drugačen imunski odziv. To vidimo, če pogledamo prve tri izide, lahko inducira celice pomagalke vrste TH1, TH2 ali TH17. Če pa imamo mi neko tolerogeno dendritično celico,
lahko pa ravno nasprotno inducira regulatorne limfocite T. In to lahko nastane iz iste celice, ki je bila izpostavljena različnemu mikrookolju. Torej, v smislu neke laboratorijske manipulacije, kar lahko mi potem s temi celicami delamo, danes mi kar dobro poznamo, kaj je potrebno, da dosežemo eno ali pa drugo stanje. Vemo, če bomo aktivirali s TLR4, preko TLR4, bo zelo verjetno kasneje nastal odziv TH1, nasprotno, pa če bomo dali zraven interleukin 10, bomo verjetno potem dobili pridobljeno imunost na način, recimo, regulatornih limfocitov. In ta orodja pa to znanje potem izkoriščamo tudi v laboratorijih in v današnjem kontekstu, da pripravljamo bodisi pozitivne vakcine za imunsko aktivacijo ali pa negativne vakcine, da zaviramo imunski sistem takrat, ko to želimo. Kako pa te celice zdaj pripravimo? Prva ovira je bila to, da teh celic, kot smo rekli, v telesu zelo malo. Tako da 20 let nazaj niso nekako sanjali o tovrstni terapiji, ker jih niti niso znali izolirati. Potem pa okrog leta 90 so ugotovili, da lahko jih pripravimo iz monocitov, če jim damo zraven interleukin 4. Interleukin 4 sproži en program, da monociti v približno enem tednu diferencirajo dendritične celice. In potem se je vsa ta zgodba nekako začela. Začeli so z levkaferezo pacientov, tam so dobili mononuklearne celice in najprej je sledila izolacija monocitov, tukaj je prikazana z adherenco, monociti imajo to lastnost, da se od imunskih celic radi primejo, lahko jih izoliramo pa tudi z magnetno selekcijo. No, ko enkrat te monocite imamo, jih s temi rastnimi dejavniki pa citokini induciramo, imamo nezrele dendritične celice, to je že nek predstopnja našega celičnega pripravka, rabi pa zdaj dve ključni informaciji, da nastane vakcina, ki jo mi želimo. To pa, kot pri klasični vakcini, je tudi tu antigenska informacija, pa aktivacija, ki bo potem privedla do takšnega imunskega odziva, ki je potreben recimo pri raku. Zdaj, na tak način, ko tu prikazuje, to je definitivno priprava, ki zahteva čiste prostore. Po evropskih direktivah se tu gre za ATMP, to je Advanced Therapy Medicinal Product, oziroma zdravilo za napredno zdravljenje, kar pomeni, da v smislu, da ga hočemo dati potem enkrat tudi lečečemu zdravniku, rabimo to pripraviti v nekih čistih prostorih, ki ustrezajo dobri proizvodni praksi. To je bil en način. Zdaj, tehnologija v zadnjih 10-15 letih je šla pa tako daleč, da lahko si privoščimo oziroma omogočimo tudi izolacijo direktno nativnih dendritičnih celic, neposredno največkrat kar iz krvi. To pa delamo z enim aparatom, ki je v bistvu zaprt sistem, uporablja magnetno imunoselekcijo, kar torej pomeni, reagent je neko protitelo, ki ima vezano gor ferromagnetni nanodelec iz železa, železovega oksida. In protitelo se usmeri proti antigenu na površini, ki je specifičen za določeno celico. Tukaj se izolira predvsem mieloidne ali pa plazmacitoidne dendritične celice, recimo antigen, ki je značiln za plazmacitoidne CD304, potem tudi protitelo selektivno izbere tistega. In po označevanju se tako označena celična populacija zadrži v magnetnem polju, ostale celice se sperejo in tako dobimo mi čisto populacijo teh celic. Zdaj, slaba lastnost tega je, ker je teh celic malo, jih tudi ne dobimo, če jih mi, monocitov je velika. Z monocitov lahko dobimo 100-200 milijonov za eno levkaferezo na koncu dendritičnih celic, tukaj smo veseli, če jih dobimo par milijonov maksimalno. Prednost je pa ta, da mnogi mislijo, da so te celice bolj sveže, frišne, v primerjavi s tistimi, ki so že dlje časa v kulturi in obstaja mnenje, da so tudi bolj učinkovite, ko jih enkrat potem damo v telo. Zdaj, dve pomembni stvari še, ta dostava antigenov, to je ključna stvar. Kako recimo v primeru raka, lahko damo lizat tumorskega tkiva, to je zelo dober vir antigenov, ampak ta material ni vedno dostopen. Pogosto ne dobimo dovolj materijala, če ga sploh dobimo, odvisno tudi kako, za kateri rak gre. Recimo, pri prostati mogoče še to gre, kje drugje, pri glioblastomu recimo bilo to težje. Potem imamo tudi tumorske proteine, peptidne tumorske antigene, ki lahko služijo kot antigeni za pripravo vakcine, ti so lahko komercialno dostopni, lahko se poslužujemo transfekcije z messenger RNA. Obstaja tudi ena tehnika dela na hibridomu, ker združijo tumorsko in imunsko celico in na tak način implementirajo potem ta genetski material. Kar se tiče pa aktivacije, še zadnja takšna stvar je pa
To je pa v bistvu nek sveti gral te priprave teh vakcin. Ne. Zdaj, vse od tega, kako jih bomo mi aktivirali, bo odvisno od tega, bo potem dobro funkcionirali, ko jih bomo administrirali. Takšna vakcina se lahko namreč izčrpa oziroma v laboratoriju v plastenki kaže ene lastnosti, ko jo damo mi v pacienta, kaže pa druge, se lahko izčrpa in celo začne obratno delovati, kot je bil njen namen. Tako da nek najnovejši trend, ki zdaj obstaja, je, da dajo kombinacije ligandov toll-like receptorjev, vnetne citokine in predvsem interferone tipa 1, ki značilno podaljšajo to, onemogočajo izčrpanost teh vakcin, ampak to je čisto by the way. Torej, kaj so karakteristike dobre protitumorske vakcine? Ti signali, ko piše, to so tako splošno priznani imunski signali. Torej, signal 2 definitivno mora biti močen, to je zrelost in visoko izražanje kostimulacijskih molekul, da lahko limfocite te močno stimulirajo. Signal 3 je izločanje primernih citokinov. V protitumorski imunosti zlasti pomemben interleukin 12. Interleukin 12 inducira pravo vrsto imunost, ki jo potem protitumorska imunost potrebuje. Signal 4 je pa migracija. Ne? Zdaj, če mi celice damo v telo, nam nič ne koristi, če niso tam, kjer jih potrebujemo in recimo v gradnji protitumorske imunosti je najboljše, da so v satelitskih bezgavkah, kjer poteka odziv na tumor. Ne? Nekaj še o mehanizmih. Torej, kaj imunski sistem potrebuje za boj proti tumorju? Zdaj, protitelesni odziv niti ne toliko. Ne. Tisto, kar dejansko povzroča lizo tumorskih celic, so v večini primerov citotoksični limfociti. Ti pa nastanejo, če se celična imunost orientira v smer TH1, celic pomagov TH1. Te namreč izločajo velike količine interferona gamma. Interferon gamma pa omogoča lažjo aktivacijo citotoksičnih limfocitov T. Zato je zelo pomembno, da naša vakcina, ki jo damo, to so te dendritične celice, je aktivirana na tak način, da lahko po vnosu v telo izloča veliko interleukina 12. To bo omogočalo, da potem tudi se razvije odziv TH1. Potem, ko do te aktivacije pride, se aktivirajo citotoksični limfociti T, aktivirajo se tudi naravne celice objavke in te potem pridejo do tumorja in ga lizirajo s pomočjo mehanizmov pregrancimov, perforinov, povzročajo apoptozo tumorskih celic. Zdaj, te vakcine lahko administriramo na različne načine. Najbolj preprost in tudi cenovno najbolj ugodni je kar intravenozno, ampak se tega poslužujejo vedno manj. Namreč, če mi damo celice intravenozno, bo večina teh celic končala v glavnih filtrih telesa, to so pa jetra in vranica. To pomeni več kot 90% celic, zelo verjetno bomo izgubili na tak način. Zato se vedno bolj poslužujejo neki bolj lokalni dostavi, recimo intradermalno ali subkutano, pa tudi intralimfatično, intranodalno pa pomeni neposredno kar bezgavko. To je recimo sploh ta pristop, kjer iniciramo neposredno bezgavko, je zelo primeren, recimo, če bi imeli vakcino, ki smo jo prej omenili iz nativnih celic, ki jih je zelo malo, ampak če jih iniciramo direktno bezgavko, omogočimo, da se res lokalno zadržijo in lahko imajo zaradi tega precej boljši učinek. Potem, ko mi damo, kako vemo, da vakcina prime, ne? Najbolj važno, kar je pri bolnikih z rakom, je seveda njihovo preživetje, kako dolgo živijo, niti ne toliko tumorska masa, obstaja pa tudi načini, kako spremljamo to pri pacientih. Mi želimo doseči torej indukcijo citotoksičnih limfocitov T in obstaja imunsko spremljanje, kjer kri bolnika po recimo nekaj ciklih te vakcinacije analizirajo in pogledajo, koliko je teh antigensko specifičnih citotoksičnih limfocitov T. To se barva s takšnimi tetrameri, ki nosijo tumorski antigen in se dejansko specifično vežejo samo na tiste celice, ki so specifične za tumor. Za enkrat cela zgodba tako tudi verjetno deluje zelo obetajoče in tudi ta pristop sploh ni slab, vendar obstaja ena težavna prepreka, ki povzroča predvsem preglavic, to je pa tumorska inhibicija. Namreč vakcini lahko spodleti iz kar nekaj razlogov. To v samem začetku je lahko, da je vakcina slabo pripravljena. Drug tak razlog je nabor pacientov, torej slab nabor pacientov. Tumorska bariera je pa eden glavnih razlogov. Tumor namreč si lahko predstavljamo kot nek organizem zase
in se zelo močno bori, da bi v bistvu deloval proti imunosti, ki ga hoče uničiti. Verjetno zaradi dolgoletnih evolucij na eni in na drugi strani. Torej, ene izmed teh mehanizmov so definitivno regulatorni limfociti T, ki jih je zelo veliko v tumorskem okolju. Obstaja še ena vrsta celic, ki se imenujejo mieloidne supresorske celice, so značilne. Potem so pa še molekularni pa enzimski mehanizmi, kot so imunosupresivni citokini pa imunosupresivni encimi. Torej, če pogledamo čisto levo zgoraj, to so regulatorni limfociti T, recimo oni lahko delujejo na tak način, izražajo eno molekulo CTLA4 na površini, ta se veže na kostimulacijske molekule, lahko od naše vakcine, sproža negativne signale in v bistvu popolnoma zavre antigen predstavitev na celico in posledično tudi komunikacijo z citotoksičnimi limfociti, ki se slabo inducirajo. Mieloidne supresorske celice izločajo en kup imunosupresivnih biomolekul. Sama tumorska celica pa tudi izloča poleg topnih molekul recimo eno zelo znano molekulo, ki se imenuje ligand programirane smrti, PD program death ligand 1. Ta PDL1 se lahko veže na receptor na citotoksičnih limfocitih T. Tako da kar se v bistvu zgodi, ko citotoksični limfocit pride, da bi ubil tumorsko celico, lahko ona s to vezavo sproži negativni signal in ga v bistvu zavre in ni aktivna liza. In to se ogromno krat dogaja, sploh ko so tumori veliki, zelo razviti, pa še ena finta, tako rekoč je, citotoksični limfociti T za svoje delovanje v čisto avtokrinem smislu izločajo interferon gamma, pomagajo sami sebi, da ohranjajo ta cikel. Interferon gamma je po drugi strani močan induktor izražanja PDL1, tako da v bistvu nek tak judo move strani tumorja, kako uporabi jakost imunskega sistema, da ga v bistvu potem zatre. Torej, nekako ta tumorska imunost je kot neka tehnica, na eni strani imamo toleranco in vse te dejavnike, ki tiščijo proti toleranci, upamo pa, da bo na drugi strani več tistih, ki tiščijo proti imunosti in bo imunski sistem ga premagal. Čeprav dobro vemo, da se tudi pogosto zgodi ravno obratno. Torej, če se en tak primer iz prakse, ko so analizirali pacienta in so naredili biopsijo melanoma na koži, so citotoksični limfociti T imeli znižane praktično vse tiste lastnosti, ki jih delajo aktivne, torej niso izločili interferona gamma, manjše označevanje perforina in tudi njihova citolitična aktivnost je bila nizka. Iz istega pacienta ti limfociti izolirani iz krvi, torej ne iz okolja tumorja, so bili pa povsem normalni. To pomeni, da celica niti ni slaba iz začetka, ampak ko enkrat pride v tumorsko okolje, se zaradi vseh teh dejavnikov izčrpa ali pa oziroma supresira in v bistvu se njen namen rahlo spremeni. Lahko se tudi zgodi, da celica, ko enkrat pride v tumorsko okolje, začne delati v prid tumorja samega, postane tolerogena in začne sama zavirati imunski sistem. Zdaj tako malo še v kliničnih primerih. To sem dejansko naredil print screen leta 2013 za eno predavanje. To je strani clinicaltrials.gov. Ključne besede sem uporabil dendritic cells pa cancer. In tukaj je bilo 384 študij, ki so bile bodisi rekrutirale, so bile zaključene oziroma v nekem teku. Leta 2014 jih je bilo 425, včeraj jih je bilo pa 545. Tako da je nek trend naraščanja. Jaz sem zelo vesel, ko kaj takega vidim, ker to pomeni, da ne glede na veliko težav ima vsaka taka stvar, ko se razvija. Na eni strani zaradi tudi same regulative, če ne zaradi česa drugega. In torej te stvari gredo naprej. Tukaj pa en tak, recimo še primer pozitiven, ta je bilo že leta 1998 v Nature Medicine. S celično vakcino, kot smo govorili, njih zdravljen melanom, po 6 ciklih so metastaze na nogi popolnoma izginile in prav tako v pankreasu. Tako da zelo kompleksnost tega imunskega dogajanja na tistem mestu. Pri enih pacientih dobro delujejo, medtem ko ista vakcina lahko pri drugim pacientu veliko slabše. Uspešnost je nekako 50%. Vendar s kombinacijami z drugimi zdravili, recimo si lahko v prihodnosti pač obetamo tudi, da bo na tem področju vedno boljše. Tako, zdaj pa v drugem delu pa spet pride ta funkcijska plastičnost nekako do izraza. Torej, te ta iste
Isto vrsto celic lahko uporabljamo tudi za negativne celične vakcine, torej za takšne, ki ne aktivirajo imunskega sistema, ampak ga zavrejo. Torej, zaradi te plastičnosti lahko ista vrsta, recimo dendritične celice, ki jih pridobimo iz monocitov, jih lahko aktiviramo do takšnega aktivacijskega stanja, da bojo tolerogene, namesto da bi bile aktivirajoče. Ne. In kako to naredimo? Če jih mi v nekem okolju tretiramo z imunosupresivnimi molekulami, recimo kortikosteroidi, imunosupresivni citokini kot interleukin 10, bomo dobili tolerogene dendritične celice. Take dendritične celice bi lahko rekli, imajo vse tisto, kar prejšnje nimajo. Ne? Torej, prejšnje so imele visoko izražene kostimulacijske molekule, izločale so vnetne citokine, kot je TNF-alfa, te imajo pa vse te stvari nizke, izločajo pa veliko imunosupresivnih citokinov, kot je recimo interleukin 10 ali TGF-beta, ter izražajo tudi molekule, ki so obratne od kostimulacijskih, te imenujemo inhibitorne molekule. Takšne recimo PDL1, kot smo ga že omenili, HLA-G molekule, ILT3, ILT4. To so vse molekule, ki imajo neko signalizacijsko funkcijo tudi, tako da ko pridejo v stik z limfocitom, lahko prek teh molekul signalizirajo negativne namesto pozitivnih signalov. Tako da fenotip je popolnoma drugačen. Ne? To so nekako naštel te elemente molekularne, ki označujejo te tolerogene dendritične celice. En tak zanimiv je mogoče en encim, ki se imenuje IDO, in inhibitorji tega encima so zelo popularni v zadnjem času v kliničnih študijah protitumorskih učinkovin. To je en encim, ki razgrajuje triptofan. Triptofan je pa aminokislina, ki je glavno hranilo aktivnih limfocitov T. In če mi, oziroma če celica, ki ta encim proizvaja aktivno obliko tega encima, lahko izstrada okolje iz triptofana in v bistvu na tak način strada glavno hrano za aktivne limfocite T. To je eno od orožij, ki jih ima tumor in lahko tudi induciramo ta encim v tolerogenih dendritičnih celicah. Torej, funkcija tolerogenih dendritičnih celic je takšna, ki definitivno ne bi smela inducirati te celic pomagavk, ampak inducira regulatorne limfocite T. Torej, iz istega naivnega limfocita T lahko zaradi tega, ker izloča signal 3, ki je imunosupresivn, interleukin 10 ali TGF-beta, inducira regulatorne limfocite, ki potem kontrolirajo določen imunski odziv, lahko poliklonsko, lahko pa tudi antigensko specifično. Kar je zelo pomembno pri tej vrsti vakcin je, da mi moramo zagotoviti, da se ne bo aktivirala, ko bomo enkrat dali telo. Torej, mi hočemo doseči ravno obratno. Torej, ko mi pripravimo take vrste vakcino, moramo biti prepričani, da ko bo prišla v neko okolje, ki bo bogato z nekimi vnetnimi mediatorji, recimo obstaja klinična študija takšne vakcine za revmatoidni artritis, tam je prisotno veliko vnetnih citokinov. Mi moramo biti prepričani, da takšna vakcina pod vplivom teh vnetnih citokinov ne bo spremenila fenotipa, postala aktivirana, začela izražati kostimulacijske molekule, torej stabilnost teh vakcin je v bistvu zelo pomembna. Kar se tiče pa kliničnih študij, je pa tako, konec leta 2014 jih je bilo 24. To se mogoče sliši malo, ampak imunska toleranca, torej to znanje, kako imunski sistem zavira samega sebe oziroma kdorkoli drug, je po časovnici vedno prihajala nekako za imunsko aktivacijo. Imunologe je vedno bolj zanimalo, oziroma ne bolj, najprej jih je zanimalo, kako lahko imunski sistem premaga patogene. Ni jih najprej zanimalo, kakšna je zavora, najprej vsakega človeka bi zanimalo, kakšen je gas. Tako da je tudi v tem smislu se pozna na kliničnih študijah. Jaz sem prepričan, da čez nekaj let bodo te številke porasle. Včeraj sem jih najdel 35, nek porast je bil, tako da gre vseeno naprej. Zdaj, kliničnih študij objavljenih ni veliko, imajo rezultate, so mogoče določeni rezultati predstavljeni na postrih, to je en izmed redkih člankov, neko poročilo, ki je bilo objavljeno, je tipična safety študija, kjer so hoteli tolerogene dendritične celice administrirati pri pacientih, ki so imeli diabetes tipa 1. Zdaj gledali so v glavnem varnost in so jo tudi dosegli, so spoznali, da to
vakcine so varne, določeni markerji so se pojavili, ki so dobri za paciente, nekega prevelikega vpliva pa niso zaznali. Treba je pa povedati, da je to bila v zelo malem številu pacientov in tudi vakcina, ki se uporablja, mogoče ni bila najbolj učinkovita, bila predvsem v ospredju varnost. Začnejo se delati tudi delo na multipli sklerozi, zdaj so začeli nekako prizadevanja, da bi predvsem v evropskem krogu poenotili pristop k uporabi tolerogenih dendritičnih celic kot negativnih vakcin, predvsem za takšne primere, kot je recimo bolezen presadka proti gostitelju, torej po presaditvi krvotvornih matičnih celic pride do zavrnitve, tudi pri transplantacijah organov bi jih lahko uporabili in pri recimo avtoimunnih bolezni, kakršna je revmatoidni artritis. Tako da, to je v bistvu vse za danes, jaz upam, da sem vam kakor toliko uspel predstaviti. Recimo, kar se tiče protitumorskih vakcin, uspešnost mogoče toliko velika, kot bi si želeli. Smo spoznali, da ima tumor zelo ogromno enih barier. Je pa res to, da verjetno smer bo šla na način kombiniranih terapij, torej da bojo uporabili celično vakcino, zraven bojo dali pa neko zdravilno učinkovino, ki bo pomagala tej vakcini, recimo takšna, ki bo eliminirala neko tumorsko breme, inhibicijo in bo dala prosto pot vakcini, in to se je že začelo, recimo uporabljajo biološko zdravilo nivolumab, ki blokira tisto PDL1 molekulo in na tak način omogoči lažje delovanje imunskega sistema. Hvala za pozornost, če ste vprašanje.